res všeč, kako smo vsi povezani, pa tudi profesorji, ki so tam res, da te nekaj naučijo in nasploh je ta atmosfera tako prijetna. Je to moja služba in sicer poučujem angleščino. Ker sem tam videla kitaro in petje in polno navdušenja in veselja in sem tudi jaz hotela biti del tega. Verjetno po dobroti nekoga, ki me je poslal sem med te dobre ljudi. V Želimljah sem jaz v bistvu po naključju, čeprav je bilo pred mano tukaj že kar nekaj mojih bratov pa sester, je bila odločitev za srednjo šolo zame kar težka. In na koncu je žreb določil Želimlje in zdaj sem tukaj, kjer sem in me ni žal. Zato, ker sem metala kocko, na katero srednjo šolo grem, ali gremo od doma ali ne. In je 3-krat padlo na Želimlje. Zato, ker se mi zdi, da tukaj delam nekaj zares pomembnega. Zaradi salezijancev in dobre družbe. Ker sem res začutil eno res lepo vzdušje, kjer bom lahko spoznal ogromno novih prijateljev in razvijal svoj talent. Hodil sem že kot otrok na duhovne vaje, potem sem se vpisal na srednjo šolo, se pravi, sem bil tam dijak, potem sem bil tam civilni vojak in nekako je vedno bila v meni želja, da se na kakršenkoli način v Želimlje tudi vrnem. Put je vprašal, je rekel, da rabi čistilko in mene je rekel kar notri, Janika, to je to. Ker mi kot drugi dom. V bistvu je bil moj prvi stik z Želimljem v 5. razredu, ko sem šla na duhovne vaje. V 8. razredu so pa s prijateljico šle na dan odprtih vrat in tam sem v bistvu začutila to vzdušje od Želimelj in ful mi je bil všeč dom. In po mojem sem prav zaradi tega šla v Želimlje in ja, tukaj sem zdaj. Ker so me prepričali animatorji iz želimeljskih duhovnih vaj. Govorili so o najboljšem dijaškem domu, kar se je izkazalo za resnico. Sta bila tam tudi moj brat in sestra, pa sta me navdušila in danes mi ni žal, da sem tudi šla tja. Se kot mala deklica videla pevski zbor gimnazije Želimlje na televiziji in rekla, ja, sem hočem iti, čeprav nisem vedela ne kaj so Želimlje, ne kje so Želimlje, ne zakaj so Želimlje. In potem sem šla na dan odprtih vrat, gimnazija in dom sta me navdušila in zdaj sem tukaj. Cimri. Svoja cimra. Z svojimi cimri. Cimrama, s svojimi cimrami, so še zdaj. Drugače pa tudi sošolci in v bistvu kar tako, pač vse mi lahko kakšno besedo rečeš. Težko izbrati samega. V bistvu za sami. Itak s prijatelji, pa vzgojitelji, tudi salezijanci, pa kuharcami, pa tudi s profesorji, ja. Večinoma z vsemi. Kavomatom. V normalnih razmerah pa se še z marsikom drugim. Vzgojitelje, profesorje in pa seveda z ravnateljem. Čistilko Janiko. Jaz se pa vsem dobro zastopam s svojimi sošolci, še posebej pa z eno mojo sošolko, ki je zdaj tudi tvoja soseda v klopi. Z ljudmi, ki niso preveč tečni, malo pa morajo biti, da življenje ni preveč dolgočasno. Ni nikogar, s katerim se ne bi razumel, hvala Bogu. Z našo računovodkinjo Petro Barčan. S tistimi dijaki, ki se jim zasvetijo oči, ko rečem, da se bomo šli jezikovne detektive. In ki skupaj z menoj resnično uživajo, ko raziskujejo, primerjajo in povezujejo različne jezike.